V predvolilnem soočenju strank jim ankete kažejo možnosti preboja v parlament z Anžetom Logarjem, predsednikom stranke Demokrati Anžeta Logarja, Zoranom Stevanovićem, predsednikom Resnice, Vladimirjem Prebiličem, predsednikom Preroda, Mihom Kordišem, predsednikom stranke Mi socialisti in Jasminom Feratovićem, predsednikom Piratov. Dobro večer, gospodje. Večer. Gospod Stevanović, zadnja javnomnenjska raziskava vam kaže vstop v parlament in me zdaj zanima, zakaj menite, da boste ravno vi za Resnico tisti, ki boste odločali, ali bo vlado po volitvah sestavljal Janez Janša oziroma Robert Golob? Tako kaže namreč vse ankete in odziv terena. Dejstvo je, da nam pripada ta primat tega jezička na tehtnici. In dejstvo je, da, kot sem rekel, ne samo zadnja javnomnenjska raziskava, ampak kar precej teh raziskav kaže na to. Ljudje so dejansko siti te stare politike preteklosti, želijo nov veter, želijo novo politiko prihodnosti in mi jo dejansko predstavljamo. Gospod Logar, se strinjate s tem, da bo gospod Stevanović in Resnica tisti, ki bo odločil, kdo bo sestavljal vlado po naslednjih volitvah, Golob ali Janša, ali boste to vi? Ne, že v premisi se ne strinjam z tezo, ker Demokrati smo nastali ravno zato, ker je prišel čas, da nehamo v Sloveniji govoriti o samo črno-beli možnosti. Mislim, da bo te volitve prve, kjer res obstaja izbira in Demokrati nismo stranka jezička na tehtnici, ampak smo Demokrati tisti, ki bomo oblikovali naslednjo koalicijo. Zato tudi govorimo o politični širini. Država mora zadihati z obemi pljuči in vsaka nova vlada, ki ruši dobre stvari prejšnje vlade, pomeni, da postavlja Slovenijo nazaj. Mislim pa, da potrebujemo neko politiko sodelovanja in to je tudi temeljna premisa oziroma temeljna ideja stranke Demokrati in mi smo tu original in lahko pripeljemo Slovenijo naprej. Jaz bi samo poudaril, da je razlika bistveno drugačna med nama. Mi smo pač tisti, ta pravi jeziček na tehtnici, zaradi tega, ker nismo tukaj, da bi pomagali ne Janši, ne Golobu, da pride na oblast. Medtem ko pa po 25 letih delovanja v eni stranki je popolnoma jasno, zakaj je gospod Logar tukaj oziroma komu bi rad pomagal priti na oblast. Zakaj? Komu? Svojemu strankarskemu prijatelju. 25 let je bil v njegovi stranki. Je to? Sej sem. Pravim, če bi v predvolilni kampanji odgovarjal na podobne mine, ki bodo verjetno še pogoste, potem ne bi mogel predstaviti programa. Vsak, ki je z nami sodeluje in tudi vsa ekipa, ker lahko ugotovite, da imamo Demokrati najboljšo ekipo, ki ni politično obarvana, ampak so to strokovnjaki, ki prinašajo vse svoje znanje v delo in program Uspešne Slovenije 2043 oziroma 34, ravno zato, ker verjamejo, da je treba narediti spremembo. In lahko ste prepričani, da ti ljudje ne bi sodelovali, če bi to, kar gospod Stevanović govori, držalo. Povejte mi, gospod Prebilič, če boste vi prišli v parlament po volitvah, kam se boste vi nagnili? Zdaj sicer gospod Logar pravi, da bo on tisti, da upa, da bo on tisti, ki bo oblikoval vlado, ampak ankete kažejo, da bosta to ali Janez Janša ali Robert Golob. Na stran Janeza Janše ali, če bomo prišli v to situacijo, ali Roberta Goloba, če ne bo obremenjen z ugotovitvami protikorupcijske komisije, da je kršil zakonodajo protikorupcijsko. No, jaz bi mogoče malo preusmeril našo razpravo. Mi se pogovarjamo, kako da smo že oddelali volitve in da imamo nekaj za razdeliti. Danes nimamo še nikjer ničesar. Volivke in volivci bodo tisti, ki bodo odločili, kdo in če se sploh bo pogovarjal. In jaz mislim, da je naša, vsaj tako jaz razumem svojo nalogo, najprej to, da prepričamo ljudi, da bodo nam namenili glas in nam namenili podporo. Torej, moja osredotočenost je danes na delu, na tem, da bomo naš program čim bolje predstavili. Imamo dobro vizijo, imamo dobre rešitve in jih bomo že naslednji teden bomo predstavili protikorupcijsko zakonodajo. In tukaj mislim, da je najpomembnejše ta trenutek. Zdaj, kako bodo odločile volivke in volivci, je pa tisto, kako bo pač tekla naprej razprava in pogajanja okrog vlade. Sam osebno sem bolj nagnjen v seveda levo-sredinsko vlado. Gospod Kordiš, ste Mi socialisti sploh stranka za vladajočo koalicijo, kot je zdaj recimo Levica, ali ste tipično opozicijska stranka, ki ne sklepa kompromisov glede osnovnih vrednot? No, mi smo socialistična stranka. Smo mirovna, podnebna in socialna stranka in da,
naš končni cilj je odprava izkoriščevalskega kapitalističnega sistema, ki nažene v svetovne vojne, ki izčrpava naše skupno dobro in ki praktično na vsakemu koraku jemlje ljudem iz žepa z svojimi politikami draginje. Naš program je tisto naše vodilo. Mi socialisti smo zato tudi najbolj dosledni antifašisti in prav gotovo lahko računate, da bomo najostrejši nasprotniki kakršnega koli povratka Janeza Janše na oblast. Kar me moti v politikah zadnjih 4 let, pa je, da so se 3 sredinske stranke, ki vlado tvorijo, nagnile tako zelo na desno, da so čisto preveč podobne tisti desničarski tribuni, proti kateri smo kolesarili. Mi socialisti lahko v državni zbor pripeljemo tisti glas delovnih ljudi, ki v tem trenutku manjka in zagotovimo, da se Slovenija potegne ven iz vojne iz Ukrajine, da odpove nabave orožja, da uvede sankcije proti Izraelu in da se nazaj postavimo spet na svoje noge. In prav gotovo bomo prispevali svoje glasove zoper oblikovanje kakršnekoli desničarske vlade, če bo to potrebne. Se pravi, lahko na to računate. levo-sredinska. Gospod Stevanovič, odprava kapitalističnega sistema, se boste tudi vi zauzemali za to, če prijete v parlament? Ne, absolutno ne, zaradi tega, ker ima tudi svoje prednosti. Mi pač ne verjamemo, da lahko sploh ta prastara politika preteklosti naredi karkoli dobrega in za gospodarstvo, in za delavstvo, in pa za Slovenijo nasploh. Mi zagovarjamo predvsem ta suverenizem. To pomeni, da ne bomo sprejemali nobenih več škodljivih pogodb na škodo Slovenije, zagotavljamo nizke davke. Definitivno smo prepričani, da bo to spodbudil gospodarstvo, da bo odpiral nova delovna mesta, da bo povečal kupno moč, ker je to popolnoma jasno in to je klasičen ekonomski zakon. Absolutno ne bi razmetavali denarja v Ukrajino za izkoriščanje socialnih transferjev, potem ne bi dopuščali več socialnega turizma, obenem bi pa poskrbeli, da optimiziramo javno upravo in da zagotovimo blaginjo in pa razvoj gospodarstva v Sloveniji. Temeljna rdeča nit, se upravičujem, je pa naša popolnoma jasna, to je pa pač antikorupcijska rdeča nit in naš program je tukaj popolnoma jasen, popolnoma jedrnat, od spremembe kazenske zakonodaje do uvedbe novih organov, do ukinitve brezobega tigra KPK-ja, tako da bi dejansko naredili red v državi in vrnili državo v roke ljudem. Gospod Stevanovič govori iz stališča tipične, zelo skrajne desničarske stranke, ki bi pravzaprav v Slovenijo pripeljala družbene razmere, kot vladajo v Združenih državah Amerike. Oni bi okrepili policijsko državo, sesuli bi socialno državo, sprivatizirali pokojninsko blagajno in uvedli za bogate praktično davčno oazo. In lahko seveda si predstavljamo, kam se te politike v primeru prestopa parlamentarnega praga nagnejo. In to ni na levo, ni v smer družbene blaginje, solidarnosti, to, kar državljanke in državljani potrebujejo, ampak je krepko na desno. Saj vemo, v katerih strankah je gospod Stevanovič bil. Dejstvo je, da mi zagovarjamo pragmatizem, se pravi, iz vsake ideje tisto, kar je najbolj za Slovenijo. Bodi si iz desne, bodi si iz leve. Razumem ekonomsko nepismenost pa trditev, da bi bila Slovenija davčna oaza, kolikor bi se davki znižali. Ne gre za to, gre za to, da bi se povečala blaginja. O tem govori Lafferjeva krivulja in pač temeljni ekonomski zakoni. Žal mi je pa, da po vseh letih Kordiševega delovanja v parlamentu, da obstaja še politična nepismenost. Dejstvo je, da smo mi pragmatiki in ko nimajo nobenih argumentov proti nam, se začnejo z etiketom, kot je skrajna desnica in podobno, populista ali pa kaj takega. In mi smo pragmatiki. Iz vsake ideje je tisto, kar je najboljše za Slovenijo. Kje so pirati? Jaz bi tukaj izpostavil, da to državo, to njeno delovanje je treba absolutno izboljšati. Vidimo pri številnih projektih na številnih področjih se dogaja ali neka korupcija ali pač neko usurpiranje javnega interesa. Torej, Pirati želimo biti branik nekega osnovnega javnega interesa, ki žal se ta koncept popolnoma izgublja in tudi na koncu, ko ste nas na začetku vprašali, pri komu se vidimo, mi seveda ne bomo namenili glasov nikoli za formiranje kakršnekoli skrajno desne vlade.
Ampak je pa tudi dejstvo, da se mora ta tako imenovana leva sredina še marsikaj vprašati sama pri sebi. Zdaj, če vas spomnim... Kaj recimo bi se moralo vprašati leva sredina? Naj vas recimo spomnim na nedavna razkritja v Tarči, naprimer z ljubljanskim županom, zahteva za sodno preiskavo. V prisluhih je bilo ujetih ogromno članov Gibanja Svoboda, celo 2 ministra. Dajte se malo vprašati, a je to normalno? Ali res želimo živeti v državi, kjer se pač neko tako afero poskuša pomesti pod preprogo, kjer se predsednik vlade kar tam pojavlja z tem istim županom na nekih proslavah. To ni normalno in to ni noben javni interes. Gospod Stevanovič, vi pravite, da boste jeziček na tehnici. Zdaj, če jaz to prav razumem, gospod Feratovič pravi prav gotovo ne bomo, če pridemo v parlament, prispevali k temu, da se oblikuje desno-sredinska vlada, prav tako gospod Kordiš, tudi gospod Prebilič pravi, da je za levo sredino. Če se boste vi morali odločiti, ne vem, med Janšo in Golobom, na podlagi česa boste dali prednost, ali bi šli z Janšo ali z Golobom? Vi, gospod Slak, dobro veste, da smo mi podpisali, novelirali izjavo, da ne bomo pač sodelovali z gospodom Janezom Janšo in ta stvar je zacementirana in mi vedno sledimo svojim načelom in ne bomo nikdar zlorabili svojih načel, nezaupanja volivcev. Drugi tega pač niso naredili. Marsikaj se v kampanji pove, pa se potem po volitvah preoblikuje. Kako mislite tukaj, recimo? Ne mislim na nikogar direktno, ampak izkušnje izražajo iz zadnjega časa tako sliko. Mi smo imeli stranke, ki so zrasle na antijanšističnemu naboju, tako kot je bila SMC, pa je na koncu skončala z njimi v vladi. Mi tega ne bomo nikoli naredili, mi smo se zavezali z pravnim dokumentom, da tega ne bomo naredili, nihče drug pa tega pač ni naredil. Vse ostane pa sam na besedi. Gospod Logar, kam bi šli vi? Vi pravite, da boste vi sicer sestavljali vlado, obenem pa v programu pravite, da ste za široko koalicijo. Kaj? Da so v njej in leve in desno-sredinske stranke? Ampak lahko naredimo en razmislek. Danes nas ljudje gledajo. Odločajo se o tem, komu bodo namenili podporo za naslednji mandat. Če ste poslušali to razpravo, je edin odgovor na to lahko abstinenca volilnega procesa. Ker niti ene rešitve in niti ene ideje, kako Slovenijo v naslednjem mandatu narediti uspešno, nisem slišal, razen ta politični ping-pong, ki ga imamo pa praktično dovolj. In trenutno, če smo pošteni, nihče za tem omizjem ne ogroža drugega. Mi smo ogroženi z, recimo temu, slabo vlado, ki imamo trenutno v Sloveniji in ki jo vi postavljate kot naslednjo možno, ki bo vodila Republiko Slovenijo. In 3, ki tekmujejo, oziroma 4, ki tekmujejo, koliko bolj leva bo še ta vlada, kot je že ta. Po mnenju gospoda Kordiša je ta skrajno desna in zato moramo narediti še en korak bolj v levo. Mi imamo v tem trenutku v Sloveniji najbolj levo vlado v zgodovini, ki je sprejela slabe ukrepe za državljanke in državljane, pa za gospodarstvo, konkurenčno padamo in če mi ne bomo dobili gospodarske rasti in hkrati povečanja konkurenčnosti tako, da bo kot v viziji 2040 dodana vrednost na prebivalca oziroma zaposlenega 100.000 evrov, to pa pomeni 4% točke rasti na leto, je to potapljajoči se Titanik in tisti orkester, ki gor igra na Titaniku. Mi imamo bistveno resnejše probleme pred nami, kot razpravo o tem, kdo je ekonomsko pismen, pa kdo ni ekonomsko pismen. In mi imamo zdravstvo za rešiti, mi imamo ekonomske pogoje, torej splošno gospodarske pogoje za rešiti. Mi se moramo digitalizirati, mi moramo investirati v našo varnost. To so tiste teme. Mi imamo demografijo, družinsko politiko, to moramo reševati. In to so tiste vprašanja, ki jih moramo, in oprostite, s takim pregovorom oziroma s takim pogovorom jih ne bomo, hkrati pa ljudje ne bodo videli vizije, v kateri ne gre Slovenija. In res, mi smo 5 minut pred 12, da se usedemo skupaj in teza o tem, da imamo samo 2, ki lahko vodita državo, je popolnoma napačna. Oba recepta smo že videli, oba sta bila en manj, en bolj neuspešen in pred nami je tako obdobje, da moramo res strniti vse sile, zato demokrati vedno pravimo politična širina, brez izključevanja politična širina. Res je, oba ta 2 recepta smo že videli v zadnjih 2 vladah in med sebojno tekmujeta, kdo bo šel bolj na desno, kdo bo naredil več usluge centrom moči v tujini in kdo bo naredil več usluge kapitalu v domovini. Glejte, ta vlada kao
naj bi bila antijanšistična, v resnici se obnaša kot alterjasistična politična opcija. Kupuje 3-krat toliko orožja, kot ga je kupovala predhodna vlada. Revščina rekordno raste. Kar mi je pa pri vsem tem strašljivo na današnjem soočenju je, ja, da se sprašujemo, kdo bo s komu šel, niti besedice, niti trohe, pa o programu, pa o vsebini, pa o temeljnih usmeritvah, ki naj bi bila temeljni princip, po kateremu se sestavlja parlamentarna politika. Smo šele na začetku soočenja, da tam vse pridemo. Tukaj ne dodam, samo da zaključim, gospod Slak. Ja, kaj izvolite. Mi socialisti bomo ustrajali dosledno pri izpolnjevanju ključnih predvolilnih zavez, da prekinemo s to politično kulturo, ki je z nami že 30 let in je vedno hujša, ko se ljudem nekaj pred volitvami obljubi, potem se pa nekaj popolnoma drugega počne. Ko rečemo, da bomo Slovenijo potegnili ven iz vojne iz Ukrajine in odpovedali orožarske nabave za NATO pakt, bomo točno to tudi storili. Dobro. In na to so vezani naši glasovi. Torej, res se moramo vprašati, čigavo je gospodarstvo, levo ali desno. Jaz trdim, da je od vseh nas. Ko se pogovarjamo o zdravju in zdravstvenem sistemu, je prav tako isto. Ko se pogovarjamo o šolskem sistemu, ki danes razpada, je prav tako isto. Strinjam se, mi moramo za te sisteme najti rešitve in mi te rešitve ponujemo. Ko se pogovarjamo o gospodarstvu, je popolnoma jasno, da bo treba delo razbremeniti, da bo treba administrativne ovire, pridobivanje gradbenih dovoljenj in podobno skrajšati na 30 dni, da bodo lahko ljudje investirali v Sloveniji. Narediti moramo politiko predvidljivo in ne spreminjati non-stop, da bodo tudi tuji vlagatelji spet prišli nazaj v Slovenijo. Po domače. Sam sem pripeljal JSKAV v Slovenijo, če bom mi dano, bom pripeljal mnogo teh JSKAV še v Slovenijo. Ampak pogoj bo, da bomo imeli urejen prostor, da bomo urejeno davčno politiko in da seveda se ne bomo cufali, čigave gospodarstvo, levo ali desno. Podobno je z zdravstvom. Torej, jaz občudujem vlado, da imamo danes že 2 leti, danes smo pozabili to povedati, 2 leti imamo vlado, ki se spopada z zdravniki v naši državi. Koliko je teh zdravnikov sodelovalo pri nastajanju zakona o zdravniški dejavnosti? Ki je neustaven. Ki je neustaven in ki je že razgrajuje zdravstveni sistem v naši državi. Danes boste poročali o odhodu novih zdravnikov v zasebni sistem. Torej, država in vlada, ki bi morala ustvariti pogoje, da lahko zdravniki v javnem sistemu dosežejo to, kar znajo in zmorejo, jih dobesedno naganja iz tega sistema in razgrajuje sistem. Danes smo priča privatizaciji zdravstva v času, ko ta vlada govori, da bo zdravstvo samo še javno. In na šolskem področju je popolnoma enako. Torej, resnična vsebina v prvo vrsto in nehajmo s tem, ali bo gospod Golob ali gospod Janša. Gospod Stevanovič, gospod Kordiš. Dejansko je tako, da očitno niso kolegi tukaj poslušali, ne, da smo mi že v štartu začeli govoriti o tem, da smo prepričani, da edini način, ki lahko potegne ta voz iz blata našo lepo državo Slovenijo, je ta, da se začne sprovajati program resnice. Skozi kakršno koli obliko že. Bodi si skozi opozicijo, bodi si skozi konstruktivno opozicijo, bodi si skozi del vlade. In on temelji dejansko na največji rak rani Slovenije, ki je korupcija, on temelji na borbi proti tem. Temelji na tem, da mi se lahko tukaj zdaj pogovarjamo v volilnem obdobju o marsičem, ne? Ampak dejstvo je, da ponavadi po volitvah politika pozabi na ljudi. In mi zagotavljamo, da temu ne bo več tako. Ljudi bomo spraševali o njihovem mnenju. Borili se bomo, da zvemo njihovo mnenje skozi načine, imamo blockchain tehnologije, lahko naredimo res poceni platforme za ugotavljanje javnega mnenja, tudi naknadno v skladu z našim programom za e-volitve, kar je v bistvu del našega programa. In lejte, mi imamo 3.a člen ustave, ki govori, da lahko vlada pred ratifikacijo katerekoli mednarodne pogodbe skliče referendum in te ljudi vpraša. Gospod Slak, mi tega enkrat nismo naredili. Ne glede na to, kako mislimo, da bi bila lahko to škodljiva pogodba za Slovenijo. In želimo za NATO in Evropsko unijo. Potem pa nič več. Sej takrat je bil to dodan ta 3.a člen. Ne? Ampak hočem povedati, da nihče več ne vpraša narodu do spet naslednje volilne kampanje za popolnoma nič. Ne? In moramo začeti upoštevati voljo ljudi, glas ljudi in skozi resnico v parlamentu bo končno ta tudi slišan. Samo eno mogoče medklic. Jaz se sicer strinjam s tem, da imamo seveda posvetovalne in druge referendume, ampak gospodje, politiki smo tukaj in izvoljeni smo za to, da opravimo svoje delo.
Torej, če mi nismo sposobni določenih odločitev izpeljati tako, kot se zagre, potem seveda ne rabimo potem parlamenta, ampak bomo tako kot v Švici sklicevali referendume in skozi ljudi povpraševali. Potem moramo spremeniti politični sistem v Sloveniji. Torej, jaz mislim, da moramo mi seveda oddelati svoje, zato smo tudi tukaj, da dobimo zaupanje in podporo. Samo v najpomembnejših vprašanjih pa seveda je smiselno sklicovati referendume, ne pa skozi in za vsako Vse avtokratsko, gospod Prebelič mi deluje, pa razen gospod, pa me je zdaj malo presenetil. Samo kar se tiče referendumov, no, je treba biti pozoren, da referendume sklicujejo ljudje s svojimi podpisi, ampak to jih pa zbere 40.000 takrat, kadar slaba politika ne upošteva mnenja ljudi in trmoglavi svojimi rešitvami, kar potem pripelje tudi do referenduma, medtem ko posvetovalni referendumi, ko so čisto v redu stvar, recimo konkretno o volilnem sistemu, kjer ga imamo v Sloveniji slabega, brez vpliva posameznika na to, kdo bo sedel v državnem zboru, več kot 70% pa politika ni bila sposobna v več kot leto in pol sprejeti oziroma te odločitve udejaniti v realno stanje, torej spremeniti volilnega sistema. Ampak še nekaj, prej gospod Prebelič rekel o razpadu oziroma privatizaciji oziroma zasebnem zdravstvu, ki nastaja ravno pod pretvezo branjenja javnega zdravstva pod levo vlado, enako se dogaja na davčnem področju. V mandatu te vlade je bilo nam, davkoplačevalcem in gospodarstvu, naloženih za 1,5 milijarde dodatno davčnih obveznosti. Pa vas vse tu vprašam, a imamo za to boljše zdravstvene storitve, imamo za to manj birokracije in ali imamo za to večjo varnost? Ne, celo več. Šokirani izvemo, da zaradi pomankanja policistov nekatere policijske postaje ne zagotavljajo več 24-urne patrulje. Si predstavljate? V letu 2026. To so resni problemi. Poglejte, kakšno sporočilo to lumpom sporočate, tam ni nobene patrulje, torej lahko delate državljanke, državljani, prepuščeni ste na milost in nemilost. Kaj smo delali na notranjih zadevah v tem mandatu, same napačne kadrovske rešitve in posledica tega je odhajanje policistov iz policije. Mogoče tudi zato, ker imamo v tej državi veliko premalo demokracije. Ne spomnim, kaj se nam, v bistvu kaj ustraja že zadnje pol leta. Že na začetku letošnjega poletja smo mi socialisti v državnozborski postopek vložili zahtevo za sklic referenduma zoper nabave orožja za NATO. Zbrali smo 5000 podpisov podpore državljank in državljanov, ki so se izrekli, da se strinjajo z nami, pa kar vladajoča koalicija naš referendumski zahtevek umika iz voznega reda parlamentarnih obravnav. Pa kakšno smo mi država, če ti poslanec z izkazano podporo 5000 državljank in državljanov predloži zahtevo za referendum, potem se pa kar vladajoča koalicija oziroma stranke vladajoče koalicije odloči, da tega referendumskega zahtevka pa ne želijo obravnavati. In zato je potrebno v vsaki demokratični državi zagotoviti, da ima ljudstvo dejansko zadnjo inštanco oblasti, kot je zapisano tudi v ustavi. Ljudje imajo pravico potegniti bremzo. In kar se nam zdaj dogaja, je, da institucionalna politika, politični establishment te inštance neposredne demokracije, kot so recimo referendumi, diskreditira, jih ovira in jih onemogoča že skozi zadnja 30 letja. Zakaj? Zaradi tega, ker ima za vladajočo kasto demokracija to neprijetno lastnost, da sem in tja deluje. In mi socialisti bomo vztrajali o vseh ključnih vprašanjih v tej državi, kot je vprašanje temeljne usmeritve Slovenije, maslo ali orožje, se morajo izrekati ljudje. Torej, najprej bi povedal, da so sicer za gospoda Logarja tukaj velike besede, kaj vse je narobe v tej državi, ampak gospod, ste poslanec, mislim, da že kar vrsto let, če se ne motim, preko 20. In tukaj pač seveda imamo vrsto vlad, ki so na nek način zavozile, ogromno pač enih poslancev, županov, ki pač verižijo svoje mandate in v resnici niso za to državo prispevali kaj veliko, se pa pač seveda oklepajo svoje moči na takšne in drugačne načine. Torej, Pirati smo na primer
na začetku tega mandata smo tudi s podpisi 5000 voljivcev dejansko overjenimi. Recimo smo tudi zahtevali zakon, za katerega je ta vlada oziroma Gibanje Svoboda pred volitvami je pač obljubila, da želi recimo omejevati županske mandate in nekatere druge, ne. Ampak takoj, ko se je pač ustvaril ta pritisk, v katerem je recimo sodeloval takrat tudi gospod Prebilič, pa so se takoj premislili, ne, in na nek način pač dovolili, da se nadaljuje z vso to in tako korupcijo in s tem nekim slabim upravljanjem. Ne. Ampak osnovni problem je, da se ljudem na nek način laže v obraz, da se ne izpostavi pravih podatkov. Naprimer, zdaj se pogovarjamo o tej zdravstveni politiki. Zakaj se ne uvede osnovnih kazalnikov v zdravstvu, da vemo, kateri zdravniki delajo dobro, kateri ne, zakaj ni nekih osnovnih meril tega skupnega upravljanja in isto pri stanovanjski politiki, naprimer, se mi zdi, da že cel mandat poslušamo o nekih imaginarnih 20 000 stanovanjih, ne, kje pa so, kateri konkretni projekti so bili sprejeti, koliko jih je, o kakšnih konkretnih številkah govorimo. In to je treba razčistiti, ta država mora postati transparentna, da vidimo sploh, kje smo. Dejansko je, kot je rekel tudi gospod Kordiš, pohvale neposredna demokracija v Sloveniji uničena. In to ni res, ne, da lahko ljudje kar skličejo referendum, ko se tega spomnijo, zaradi tega, ker vemo, da je to možno samo pri zakonodajnih referendumih, pa še to samo v določenih primerih, ko ne gre za pomembne teme. Bi pa gospoda Kordiša samo popravil, ne, da je bila stranka Resnica prva, ki je predlagala referendumsko vprašanje in prosila na kolenih vseh 90 poslancev, posebej vodij svetniških skupin, da in z oblikovanim vprašanjem, ali ste za to, da se v Ukrajini še vedno pošilja orožje. Nihče od poslancev ni reagiral, takrat je pa še gospod Kordiš seveda sedel v vladi oziroma v vladni stranki, ki je pač to podpirala. To pa na noben način ne drži. Med drugimi sem že takoj na začetku izbruha sovražnosti, odkritih sovražnosti v Ukrajini zelo jasno povedal. NATO pakt je tle vpleten, Slovenija sodeluje pri hujskanju na vojno in mi potrebujemo politično usmeritev za mir, ne pa za stopnjevanje zahodnega imperializma. Pa ne le to. Že 3 mandate se borim proti militarizaciji slovenske družbe. Že leta 2019 sem pomagal zbirati podpise proti takrat rekordnim nabavam orožja, ki jih je snovala vlada, pa celo osebno sem se zelo investiral, da sta 2 poskusa nabave oklepnikov v prejšnjih mandatih padla. Preprosto sem uporabil svojo moč poslanskega položaja za to, da sem toliko močno interveniral v debato. Ljudje so se zmobilizirali od zadaj za tem vprašanjem, ustvarili tako velik politični pritisk, da si vlada preprosto ni mogla privoščiti kupiti oklepnikov za interese NATO pakta. In smo ljudem prišparali 300-400 milijonov. In zdaj v tem mandatu se vsaj v nekem omejenem obsegu dogaja podobno. En mesec nazaj smo lahko brali novice, da je nabava oklepnikov Patria postavljena na hladno. Zakaj? Zaradi tega, ker je zaradi izrazite protivojne antiimperialistične linije, za katero stojimo tudi mi socialisti in upošteva splošno ljudsko protivojno razpoloženje, vlada bila primorana oceniti, da te nabave izpeljati ne more. Za konec v enem stavku, gospod Kordiš, s čim vi, kaj bo zdaj ta vaš najmočnejši adut oziroma tista točka programa, s katerim vi mislite, da boste prepričali volivce, da vam dajo toliko glasov, da prijete recimo v parlament? Takoj uvodoma sem že povedal, da smo mi socialisti mirovna, podnebna in socialna stranka. Naše programske prioritete sledijo dejstvu, da naše življenje oblikuje in premetava ena in takoj naslednja kriza kapitalizma in akutnost teh kriz potem odreja tudi vrstni red teh prioritet. Prvič, zavzemamo se za mirovno linijo. Slovenija naj na mednarodnemu parketu zavzame stališče za bratstvo med narodi, ne pa da hlapčuje interesom Berlina, Washingtona in Bruslja. Drugič. Rekel sem gospod Kordiš. Mislim, en cilj, mirovna... Dobro, bom ostale samo naštel, jih ne bom razlažil. Drugič, realna eksistenčna grožnja celotnega človeštva, podnebni zlom, pa vsi se pretvarjamo, da to sploh ne obstaja. Tretjič, draginja, rekordna rast najemnin, rekordna rast živil v štacunih, to je potrebno končati. Treba je dvigati plače, dvigati pokojnine, denar za to je, manjka pa interes. In navsezadnje, treba je dokončno obraniti javno zdravstvo pred privatizacijo, ki ga uničuje in razkraja. Gospod Logar?
vaša stranka, vi? Demokrati smo stranka politične širine, stranka, ki hoče v slovenski politični prostor prinesti zmernost in vsebino, predvsem pa hoče združiti vse, ki želijo delati v dobro Slovenije. To na koncu koncev predstavlja naš program Uspešna Slovenija 2034. To na koncu koncev predstavlja ekipa vrhunskih strokovnjakov, ki niso politično obarvani, ki v bistvu vidijo prihodnost v politiki sodelovanja in v vsebini, ki pa pred nami terja kar nekaj nalog od področja urejevanja na področju zdravstva, na vprašanje varnosti, zagotavljanja varnosti, vprašanja ugodnega gospodarskega okolja, vprašanja stanovanjske problematike za mlade, reševanja vprašanja upokojencev, predvsem z vidika, da se jim ponudi večja priložnost, da lahko tudi še naprej delajo in pa, da se država postavi na sodoben trajektorij uspešne države, torej za uporabo digitalizacije in okolja, ki bo spodbujal uspešne posameznike. Ste zaradi večje prepoznavnosti vaše stranke včeraj, če se ne motim, dodali k demokratom še vaše ime Anžeta Logarja, glede na to, da vas je volilo v finalu predsedniških volitev 400 tisoč volivcev, da vedo, da imajo zdaj na izbiro vas tudi na parlamentarnih volitvah. Zdaj mi smo poleg imena demokrati dodali še daljše ime demokrati Anžeta Logarja, na koncu koncev tudi zato, da nekomu ni več treba tožiti pri MNZ-ju, da se ukine ime demokrati, ker je zdaj zadeva in izbira jasna in vsak, ki bo volil za demokrata Anžeta Logarja, bo pri našem kandidatu vedel, za katero politično opcijo glasuje. Resnica? Nova politika prihodnosti, politika z danes na jutri, ne več z danes na včeraj, politika brez lažnih delitev, se pravi politika združevanja in predvsem politika transparentnosti. To nas v bistvu še najbolj zanima. Želimo antikorupcijsko delovati, želimo zgledom pokazati, kako politika mora delati v korist ljudem, želimo ustvariti ugodno davčno okolje, razviti gospodarstvo na ta način, želimo imeti Ljubljano za glavno mesto Slovenije, ne pa Bruselj, kot je v tem momentu, in želimo postaviti Slovenijo na zemljevid sveta kot državo, ki gradi mostove in ne zidov. Mi smo pripravljeni na to, imamo ekipo za to, imamo odličen program in absolutno mislim, da bomo temu uspeli. Gospod Prebelič. Nihče se ni dotaknil enega pomembnega dejstva, to je regionalizacija Slovenije. Mi imamo po našem občutku absolutno preveč centralistično vodenje naše države. Torej, uvedba regij je tisto, kar moramo storiti čim prej. Moramo vladi vzeti moč, da se ljudje lahko sami odločajo v svojih regijah. Naš program je 6+1 regija, prenos pooblastil na nivo nižje, torej bližje ljudem. Mi ljudem verjamemo, zaupamo, da se znajo sami odločati o sebi in to priložnost bojo z nami dobili. Druga stvar, ki je pomembna, je gospodarstvo seveda mora dobiti nek pospešek, namreč danes imamo manj kot 1% gospodarsko rast, na drugi strani 2,5% inflacijo in če ne bomo spodbudili gospodarstvo, da bo lahko uspešno še delovalo, prej sem že predstavil nekaj ukrepov, potem ne bomo imeli kaj deliti. Mi moramo začeti ustvarjati. In končno, kar se tiče varnosti, sem tudi kot obramboslovec nagnjen k temu, mi moramo imeti sposobnosti in kapacitete, da se lahko branimo sami. Da bomo to dosegli, bo dovolj 2% pa pol. Seveda pa moramo biti zelo integrirani tako v Evropsko unijo, da bomo zgradili evropske sile zavezništva, ker vidimo, kaj se dogaja. Evropa se bo morala v tem delu popolnoma varnostno osamosvojiti. Gospod Feratovič, Pirati? Ja, Pirati želimo v parlamentu postati branik javnega interesa, zamejiti korupcijo, na novo napisati stanovanjsko politiko, izboljšati javni promet in tudi obraniti to neko našo digitalno suverenost. Torej, informacijski sistemi v tej državi preveč slonijo na tujih korporacijah, tudi na ameriških, in preprosto s tem je treba presekati in na nek način se tudi zavarovati in izboljšati te sisteme. Najlepša hvala vsem, da ste bili naši gosti v prvih predvolilnih soočenjih. Hvala. Hvala lepa.